Pozdravljeni. Še zadnjič letos pred zaključkom svetovnega prvenstva Formule 1 si bomo ogledali, kaj se je zgodilo zanimivega v preteklih dneh. Na vrsti je komentar novic. Tudi tokrat se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih temah oziroma 4 različnih sklopih. In vsi članki, ki jih boste videli navedene v samem prispevku, so dosegljivi na bližnjicah, ki jih dobite kot običajno v opisu. Danes, kot boste videli, se bomo ukvarjali z bolj aktualnimi novicami, nekateri med njimi še niso dobile prostora niti v slovenskih medijih. A da ne bomo predolgi, kot običajno, je najbolje, da začnemo kar z našim prvim današnjim sklopom. Menjava imena, menjava identitete. Vsaj tako bi lahko razumeli iz članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com 20.11. Določeni deli so bili pa tudi citirani v članku, ki smo ga lahko našli na spletnem portalu GP Blog dan kasneje. In seveda govorimo o 2 ekipah, ki bosta v naslednji sezoni spremenili ime in seveda tudi del svoje identitete. Najprej Scuderia Alfa Tauri, kjer že danes vemo, da bo prišlo do določenih sprememb. A v preteklih mesecih se je sušljalo o tem, da se bo ekipa lahko imenovala Adidas ali Boss. Ampak dobili smo prave namige o tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Namreč 2 ameriška pokrovitelja bosta prišla k tej ekipi in svoje ime nekako pripojila tistemu, ki ga bo imela nova ekipa. Namreč Adidas in Boss sta 2 nemški ekipi in težko bi jo smatrali za ameriške, tako da lahko smatramo, da iz tega ne bo nič. Ampak tudi ekipa se bo imenovala morda nekaj podobnega, kot je bila v preteklosti, in govorimo o Scuderii Toro Rosso. Nekako se bo zopet zbližala z Red Bullom in potem tudi spremenila svojo identiteto. Govori se o celotni preobrazbi, kar se tiče simbolov, že prej citiranega imena, barv in še bi lahko naštevali. Torej, iz Alfa Taurija se ponovno vračamo k Scuderii Toro Rosso in ta avantura, ki se je začela v sezoni 2020, se je nekako neslavno končala. A ne smemo pozabiti tudi na ekipo, ki jo danes poznamo kot Alfa Romeo F1 Team. Pogodba, seveda z italijansko znamko, se bo iztekla čez nekaj dni. In kako se bo imenovala nova ekipa? Namreč Audi bo prišel v svet Formule 1 v sezoni 2026, torej še 2 sezoni, ki jih morajo nekako prebroditi. Bo to Sauber ali bodo uporabili ime kakšnega drugega pokrovitelja, kakšnega drugega partnerja. Vse to nas še čaka. Pri ekipi so že pripravljeni, ampak kot so sami priznali, nam bodo to povedali 5 minut po tistem, ko bo FIA uradno objavila tisto štartno listo prihajajoče sezone. Do takrat bomo morali biti strpni. A pojdimo k naši drugi današnji temi. Pri Ferrariju si želijo povračilo za škodo, ki jo je utrpel Carlos Sainz mlajši na veliki nagradi Las Vegasa. Saj tako poročajo v italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 21.11. Seveda dobro nam je znana zgodba. Na progi v Las Vegasu so imeli težave s tistim jaškom, ki pokriva vodovodni ventil, in Carlos Sainz mlajši je uničil bolid. Pri Scuderiji bi radi od organizatorja, in tu lahko razumemo celo od Formula 1 managementa, ki je organiziral dirko, povračilo škode.
A tu je treba poudariti, da pravzaprav tudi če jim povrnejo škodo, to ne bo vplivalo na tisto pravilo, ki določa omejitev proračuna. Bil bi prihodek, ki pravzaprav ni pod nikakršno omejitvijo, kar se tiče pravil. Namreč izdatki so tisti, ki jih morajo ekipe prijaviti, in dobro je znana zgodba, da pravzaprav v tem trenutku so ekipe Formule 1 rentabilne, pripeljejo zaslužek lastnikom, zato jih mnogi nočejo niti prodati. A pri Ferrariju si želijo tudi nekaj drugega, kar je bistveno bolj pomembno. Pojasnila, zakaj takoj, ko so videli, da je z jaškom nekaj narobe, niso izobesili pri vodstvu dirke rdeče zastave. In to je pa vprašanje, na katerega si želimo odgovor vsi mi navdušenci. Namreč o Carlosu Sainzu mlajšem je seveda svoj Alpin tudi poškodoval Esteban Ocon in tudi pri njemu se je zgodila menjava, ampak viri navajajo, da je jašek bil poškodovan že pred incidentom s Sainzem. In zopet neka črna pika na to komaj končano veliko nagrado, kjer pravzaprav hočejo vsi mediji pozabiti na tisto, kar se je zgodilo na prvem prostem treningu. A menim, da mi, navdušenci, moramo imeti v mislih, da pravzaprav ni bilo vse tako fantastično. In čakam, kakšen odgovor bodo dobili pri Scuderiji. Medtem pa je najbolje, da se mi pogledamo današnjo tretjo temo. V trenutku snemanja je ta novica stara le nekaj ur. Mick Schumacher v prihajajoči sezoni 2024 bo nastopil v pokalu Endurance. In seveda o tem so pisali mnogi mediji, sam navajam članek iz uradne spletne strani Formule 1, f1.com, seveda iz 22.11. Kar je najbolj zanimivo pri tej zgodbi, je to, da Mick Schumacher bo nastopil za Alpin. In že to se lahko začnemo spraševati, da pravzaprav Mick Schumacher verjetno v Formuli 1 nima neke pomembne prihodnosti, drugače bi nekako se pustil v proste roke, ukolikor bi bilo potrebno skočiti. In spomnimo se lahko zgodb, kako so Micka Schumacherja, vsaj uradno pri tovarniški ekipi Mercedes, posojali tudi drugim ekipam, ki imajo te pogonske sklope, ukolikor bi bilo potrebno. A seveda to, da bo Mick Schumacher pri prototipih sodeloval z Alpinom, še ne pomeni, da je konec njegove zgodbe pri tovarniški ekipi Mercedes. Ukolikor ste sledili objavam na seveda platformi X, bivšemu Twitterju, ste lahko takoj zasledili, da v trenutku, ko je Schumacher objavil, da v naslednji sezoni bo sodeloval z Alpinom, je sledila novica, da bo kot rezervni voznik prisoten tudi pri Mercedesu. Verjetno ga bomo manjkrat videli na dirkah, ampak konec koncev tudi letos se je tam samo kazal v tistih kadrih, kjer sta bila skupaj s Totom Wolffom. Kaj drugega pravzaprav nismo niti videli. A važno je, da Mick Schumacher je dobil neko novo možnost, da se bo lahko dokazal. To ne bo Formula 1, ampak tudi vztrajnostni prototipi so zanimivi. Pojdimo še danes k naši zadnji temi. V svojih prispevkih pogostokrat citiram Alea Turinja in tudi danes bomo zaključili z njim. 20.11. smo lahko na straneh Quotidiana Sportiva zasledili članek, kjer je Leo Turini povedal nekaj, kar bi vsaj po mojem osebnem mnenju moralo požeti večji odmev, kot ga je. Turini pravi, da sta tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši podaljšala pogodbo s Scuderijo Ferrari, le da to še ni uradno. In seveda, mi imamo raje tiste uradne razglase, ampak kolikokrat se je že zgodilo, da je imel Leo Turini tudi prav. In zanimivo je, kako skoraj da nihče drugi ni povzel te novice, ki bi našla svoje mesto
v mnogih spletnih straneh, ki se ukvarjajo s Formulo 1. A pustimo sedaj to. Dobro je znano, da tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši imata pogodbo do zaključka naslednje sezone 2024. Zato za kakšne uradne razglasitve je še kar precej časa. In po drugi strani moramo biti tudi objektivni pri skuderiji Ferrari, kakšnih velikih opcij tudi nimajo, kar se tiče kratko in srednjeročnih možnosti. Namreč podaljšati tako z Leclercem kot Sainzem je edina, imenujmo jo, racionalna opcija. A ostaja odprto še kar nekaj vprašanj. Naprimer, mene osebno zanima naslednje. Koliko let sta Carlos Sainz mlajši in Charles Leclerc seveda se zavezala k skuderiji Ferrari? Sam Leo Turini govori, da gre za večletni dogovor, ampak ni jasno, ali bo to za 2, 3, morda še kakšno sezono več in v kakšni formuli. Ampak o tem se bomo verjetno pogovarjali v prihodnosti. Zanimivo bi bilo tudi vedeti, kaj piše v pogodbi Carlosa Sainza mlajšega. Namreč mnogi avtorji ga kar takoj postavljajo v tisto vlogo drugega podrejenega voznika Charlesu Leclercu. A v dosedanjih 3 sezonah je bil 2-krat boljši v seštevku točk v primerjavi z Leclercem, vsaj tako kaže stanje v tej sezoni. In seveda težko bi ga videli zopet v tisti vlogi nekoga, ki je tam zato, da pomaga Charlesu Leclercu osvajati naslov svetovnega prvaka. Tudi Carlos Sainz mlajši ima kvalitete, ki bi ga lahko postavile v tisto vlogo vodilnega, najboljšega, tistega, ki lahko v Maranello zopet pripelje naslov. In seveda mi, navdušenci pogodbe, ne bomo videli tako, kot nismo nikoli videli tudi onih preostalih. A zanimivo bi bilo vedeti, predvsem strani nekoga, ki te stvari ve, kaj notri piše. Čeprav je tu treba poudariti, da Leo Turini nikoli ni skrival, da ima raje Leclerca kot Sainza. A o tem seveda bomo kaj več povedali tudi v naslednjih mesecih. Za danes, kot ste razumeli, za ta 47. komentar novic letos bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.